Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novem tretjem polčasu. Ogromno tem imamo za predelati, zato kar na delo. Ostanite v naši družbi. Košarkarice Cinkarne Celje so nove pokalne prvakinje Slovenije. Na zaključnem turnirju, ki je pretekli konec tedna potekal v Mariboru, so v polfinalu premagale lanske zmagovalke, košarkarice Triglava iz Kranja, v velikem finalu pa so bile prepričljivo boljše še od ljubljanske Akson Ilirije. Za Celjanke je to 13. pokalna lovorika v zgodovini kluba. Chetrice White je bila v celjskem dresu izbrana za najkoristnejšo igralko sklepnega turnirja najboljše četverice. V finalu je dosegla 27 točk in 13 skokov. Celjanke so sicer zasluženo slavile tako v polfinalu kot v finalu, v obeh srečanjih so namreč nadzorovali sam potek, ter bile več kot zasluženo boljše. Čestitke igralkam, čestitke strokovnemu štabu, čestitke upravi kluba, ki nam zagotavlja odlične delovne pogoje. Mislim, da mi to vračamo potem tudi na samem terenu. Čestitke tudi vsem ekipam, ki so bile na turnirju. Pravzaprav danes smo bili res veliki favorit, nekako se je vedelo, da bomo verjetno zmagali tekmo. Nisem najbolj zadovoljen za našo tekmo, predvsem s prvim delom. Sigurno pa sem zadovoljen za tekmo v soboto, ker smo nekako odigrali tako, kot smo se dogovorili. Vedeli smo, da smo danes boljši, ampak nekako vsem malo bolj skoncentrirano bi mogli iti v tekmo. Vedeli smo, kje so njihove najmočnejše igralke, ampak vseeno, zmagali smo, to je pomembno. Kanta je prišla nazaj v Celje, tako da to je najbolj pomembno. Morda so se Celjanke celo bolj veselile po polfinalnem obračunu kot po finalnem. Namreč polfinalni je bil finale pred finalom, ko je bil nasprotnik večni rival iz Kranja. Finale pred finalom, včeraj je bilo najbolj pomembna tekma tega finalnega turnirja, ki nam je v bistvu uspel zmagati. Sigurno je bilo finale pred finalom, tako da zavedamo se, da je ekipa Triglava dobra ekipa, da je ekipa Triglava dobro vodena, da če nisi maksimalno skoncentriran, če nisi maksimalno zaangažiran, se ti lahko zgodi v eni tekmi marsikaj. To se nam je zgodilo tudi lani v samem pokalu, kjer je Triglav zasluženo zmagal. Tako da danes in pa letos je to drugače, pokal se vrača v Celje. Košarkarice Cinkarne Celje pa v letošnji sezoni čakata še dva vrhunca. Sklepni turnir mednarodne vaba Jadranske lige, ki bo v Celju 23. in 24. marca, ter zatem še finalna serija državnega prvenstva. Celjanke bodo napadale nove lovorike. Upam, da bomo, delamo na tem, trudimo se, da bi bili. Imamo nekaj težav s samo koncentracijo, ki jo ne moremo držati konstantno, vendar upam, da bomo v finalu Jadranske lige pravi, energetsko predvsem pravi in pa samozavestni in da pred našim auditorijem, pred našim občinstvom pokažemo, da si zaslužimo mesto med 4 najboljše ekipe v regiji. Pričakujem res težek turnir, vendar kvalitetni in res bi povabil vse gledalce, vse naše navijače in pa vse privržence košarke, da nas pridejo spodbujati, da si pridejo pogledati, kajti mislim, da se bodo lahko videli zelo kvaliteten turnir. Ja, zdaj se poveseliti, spočiti, potem pa dober teden pa pol, res, da se kvalitetno pripravimo na našega nasprotnika, pa dober turnir odigrati doma. Čestitamo Cinkarna Celje. V drugem krogu košarkarske lige za prvaka so košarkarji Hopsona Polzeli premagali Rogaško. V ligi za obstanek pa je bil lokalni derbi v Laškem, kjer je Zlatorog s kar 76-57 premagal moštvo Šentjurja. Kljub porazu Šentjurčani 6 zmagami ostaja na vrhu lige za obstanek. Zlatorog ima na predzadnjem mestu zdaj 3 zmage prednosti pred zadnjo Ilirijo. V Laškem smo pospremili izenačen prvi polčas. Dobili so ga Laščani in to z minimalno prednostjo. Uvodno četrtino so dobili s 23-22, druga se je končala 14-14. Ključna je bila tretja, katero so Laščani dobili 26-8 in praktično že odločili tekmo. V dresu gostiteljev je Gento pisal 14 točk, Tomas jih je pristavil 13, na drugi strani pa je bil spet najbolj učinkovit Konjevič, ki se je ustavil pri 25
točkah. Fante moram pohvaliti za njihovo zbranost in koncentracijo. Zelo sem zadovoljen z njihovo igro v obrambi, saj smo nasprotnike prisilili v zelo slab odstotek meta iz igre. Vodilni Šentjur je v ligi za obstanek pri 6 zmagah in 2 porazih. Tretji Zlatorog ima 4 zmage in 4 poraze. Znači, zaslužena zmaga Laškoga, ja im čestitam na toj pobjedi, mi smo dobro igrali samo prvi polčas. Zaslužena zmaga Laščanov, za kar jim čestitam. Dobro smo odigrali v prvem polčasu, v drugem pa smo padli predvsem v napadu. Laščani so nas z agresivno igro povsem onemogočili. Preveč smo igrali individualno in premalo kolektivno. Bolj kot poraz me skrbi poškodba Krušiča, ki je bržčas že izgubljen za letošnjo sezono. To nam bo povzročilo nove težave. Ostali bomo pri 9 igralcih, kar bo problem že za kvaliteten trening. Do konca sezone se bomo borili za uvrstitev v končnico. Na koncu se želim zahvaliti še našim navijačem. Zaradi njih mi je najbolj žal naše slabe predstave v drugem polčasu. Zbog ove naše prezentacije v drugom poluvremenu. Laščani bodo v naslednjem krogu v soboto gostovali v Ljubljani pri Iliriji, Šentjurčane na isti dan doma čaka obračun s Šenčurjem. V predzadnjem krogu prvega dela ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice z Žalca z 22:20 izgubile na gostovanju v Kopru. Celjanke so v svoji dvorani z 28:24 premagale Ljubljano, a bodo kljub zmagi v drugem delu prvenstva igrale v skupini za razvrstitev od 5. do 9. mesta. Rokometašice z dežele so obračun z Ljubljano vse skozi dobesedno nadzirale in na koncu povsem zasluženo zmagale z 28:24. Zmaga bi sicer lahko bila še izdatnejša. Moram priznati, da sem zelo vesel, kako so punce danes profesionalno odgarale prvi in drugi polčas v obrambi. Res je bil pristop od prve do zadnje minute odličen. Tako da videla se je želja. Videli se je, da punce si res želijo maksimalno zmagati in to je tudi na koncu rezultat prineslo. Zagotovo je bila to ena težka tekma, ampak smo se borile, dali smo vse od sebe, v obrambi smo si pomagale, bile smo goste, laufale smo v kontre, v napadu ni bilo toliko tehničnih napak, jih je bilo, ampak še vedno smo super zvekle do konca. Ljubljančanke so se zelo dobro upirale, fajn so se na nas pripravile, imajo tudi neke druge igralke, ko so imele na prejšnji tekmi, ne vem, veliko lahko rotirajo in so pač pokazale eno lepo igro proti nam. Mi smo pa skušale isto s hitrimi protinapadi jih nekako dobivati gole, ker se vračali niso tako dobro, se vidi, da so mlajše, niso tako pripravljene in ja, pol je bila težka sicer, ampak tekmo smo pol doble. V dresu gostiteljic sta po 7 golov dosegli Katja Čerenjak in Jasmina Pišek. 6 jih je pristavila kapetanka Katarina Regner. Zdaj je pred Celjankami zahtevno gostovanje pri Mlinotestu v Ajdovščini. Glede na rezultate, ki jih Ajdovščina zdaj dosega na koncu, je pred nami en izredno dober nasprotnik, ki je trenutno v zelo dobri formi, tako da se bomo mogli maksimalno pripraviti na njih, vendar mi gremo dol po zmago. Meni se zdi, da je vsaka ekipa premagljiva in da moramo samo ponoviti vsako dobro tekmo in potegnati maksimalno pozitivne stvari in napolno na zmago. Tekma velja isto kot vse, ampak verjetno bomo imeli eno prednost in to je sproščenost, ker ta tekma ne bo o ničemer odločala. Zdaj Ajdovščina se je malo dvignala, nimajo poškodb, nimajo problemov take, kot imamo mi. Mi moramo pa zdaj s to ekipo, ko jo imamo z mladimi igralkami, nekako zgraditi igro in bomo poskušali to tekmo zmagati. Celjske rokometašice bodo po koncu rednega dela tekmovanja državnega prvenstva ligaški del sezone nadaljevale v spodnjem delu lestvice. Sledile bodo tekme za končno razvrstitev od 5. do 9. mesta. V 22. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši velenjskega Rudarja na domačem stadionu z 1:0 premagali Muro iz Murske Sobote. Celjani so gostovali v Krškem in proti zadnjeuvrščenemu moštvu remizirali z 1:1.
Nogometaši Celja so se iz Krškega vrnili z mešanimi občutki. Na stadionu Matije Gubca so izgubili pomembni 2 točki. Končnih 1-1 so gostitelji postavili v izdihljajih srečanja, ko je bil iz prostega strela natančen Marko da Silva. No, za vodstvo celjskih nogometašev pa je poskrbel Rudi Požek-Vancaš, ki je sicer prvi strelec slovenskega državnega prvenstva. Igrali smo po tradiciji z neugodnim nasprotnikom. Imeli smo neke svoje situacije, ki bi jih lahko tudi bolje izpeljali. Na koncu moramo biti zadovoljni tudi s točkom. Vedeli smo, kaj nas čaka v Krškem, težka, trda tekma, borba za vsako žogo. Mislim, da jim nismo veliko pustili. Povedali smo na koncu nesrečen gol z prostega strela. Mislim, da smo si več zaslužili. Zdaj pa gremo vse naprej, se pripraviti za naslednjo tekmo. Celjani so še naprej na 5. mestu lestvice, pred njimi pa je novo zahtevno srečanje. Namreč konec tedna bo v Celju gostoval kranjski Triglav, ki je hit začetka spomladanskega dela sezone. Na 3 tekmah je vpisal 3 zmage in bo v Celju kot favorit srečanja. Sobotni obračun Celjanov in Kranjčanov se bo začel ob 14:45 minut. Lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa, spet je z nami Veselo in pa spet je z nami tim Masnak. V letošnji sezoni smo poročali že ogromno dosežkih, tim spet pozdravljen med nami. Zdravo, lep pozdrav. Tokrat posebna čast, kajti s seboj imaš medaljo, pa imaš kovček, o katerem še ne bova govorila. Sezona je tik pred koncem, ampak iz dneva v dan oziroma iz tedna v teden razveseljuješ, super dosežki. Zdaj še tisto prvo mesto v paralelnem veleslalomu, skupni seštevek, kar pa ni mačka šele, ne? Ja, res je. Tudi meni ta skupni seštevek največ pomeni. Medalja svetovnega prvenstva je eno, skupni seštevek je drugo in to je nek dokaz, da si celo sezono bil v vrhu, da si bil v stiku z najboljšimi in je to zelo lepa nagrada. Se pravi, ne le dober na začetku, pa na svetovnem prvenstvu, tista konstantost vas je letos krasila? Ja, v bistvu sem to celo kariero, odkar treniram, si to želim, da sem konstanten, da sem konkurenčen na vseh terenih in v tej sezoni mi je to zelo dobro uspelo. Sprva dajva besedo 2 o tej medalji, krasni je, če pokažete našim gledalcem. Kakšni so občutki takole, ko medaljo prejmeš, okoliko vrtu, verjetno nepopisni, ne? Ja, v bistvu se tisti trenutek zelo hitro zgodi, ne veš točno, kaj se dogaja in je zelo lepo. Potem sploh, ko poštudiraš za nazaj, za vse stvari, kjer si mogel dati skozi in trud je s to medaljo sigurno poplačan. Se pravi, v tej medalji notri so vsi treningi, vsi stresi, trudi, tudi slaba volja in pa ne nazadnje veselja, ne? Ja, sigurno je. Kar veliko različnih razpoloženj zajetih tu noter, ampak na koncu je vse skupaj poplačano. Ti Masnak, hvala za medaljo za enkrat, da ste jo pokazali. Je tale kovček še zaprt? Je. Bom jaz malce k sebi potegnil. Oziroma nič. Takole. Pa pokaževa mi gledalcem, kaj imava midva tule. Evo, takole. To pa je tisto, kar je nadgradilo vse uspehe. Evo, krasen globus v skupnem seštevku. Verjetno še veliko bolj veseli tega globusa kot medalja, ne? Ja, normalno. To je tisto, za kar se vsi na FIS tekmovanjih borimo. In sem vesel, da sem prvič v karieri uspel osvojiti ta globus, pa upam, da ne zadnjič. Kakšna so bila čustva, ko ste prejemali globus v roke? Ja, tako kot sem rekel, to se v bistvu zelo hitro se zgodi. Takrat gre s tokom dogodkov in se ne zavedaš v bistvu, kaj se vse skupaj dogaja. To pride za tabo čez dan ali pa 2, tako da je pa lepo normalno poslušati srečvice, zdravljico in prejeti mali kristalni globus je res velika čast. Je bilo kaj solz oziroma ali pridejo res ta čustva potem čez nekaj dni? Pri meni osebno je prišel za mano par dni kasneje. Pa verjetno še bo, ker zdaj te dni je kar naporno, ker še treniramo za zadnjo tekmo svetovnega pokala v Nemčiji in sicer slalom. Tako da ni nekega pravega v bistvu slavja oziroma nekega časa, da bi vse skupaj to lahko dojel. Ti me res me je strah, ker je tale globus na robu mize zelo
težak je. Ste se morda pozanimali, koliko kilogramov ima? Ne še. Bom pa ga dal na tehnico, sigurno. Po oceni takole jih ima kar nekaj, ne? Ja, je kar. Mislim, ne 6 kil, mogoče kaj več. Se pravi, prijetno shranjen, kako je bilo, ko ste se vračali domov, potem verjetno še toliko bolj paziš na vse skupaj, ne? Ja, v bistvu imajo na FIS zelo dober ta kovček za transport in je varno shranjen, no, tako da ni. Je zelo občutljiv, zato je treba ga zelo paziti in jaz sem imel srečo, da je varno prišel v Celje. Prej, ko ste prišli na televizijo, bi marsikdo dejal, da ste prišli s kozmetičnim kovčkom, ne? Potem pa takšna vrednost. Tudi zgleda tako, ja, ko hodiš s tem kovčkom, ne veš v bistvu čisto točno. Tudi ostali ne vejo, kaj je notri. Točno tako. Kje bo doma, na kakšnem posebnem mestu v prihodnosti? Ja, sigurno, v bistvu še razmišljam, kam ga postaviti, ampak bo na eni policiji, da bo dobro viden, pa tudi mislim, da ta deska, s katero sem osvojil vse te uspehe, bo zraven tega globusa. Zdaj se je vsega kar pošteno nabralo, bi lahko dejali, letošnja sezona je zagotovo tista na najvišji ravni do sedaj, ne? Ja, se je že začel s njo zelo dober zmago v svetovnem pokalu, pa potem tista medalja svetovnega prvenstva, zmaga na Kitajskem, kjer bojo naslednje olimpijske igre in zdaj v bistvu sem bil skozi med 10 najboljših. Razen Rogla se mi ni posrečila, tako da ta sezona je sigurno bo zapisana za vedno v mojem spominu in je res lepo mi je uspelo. Čaka vas še zadnja tekma v slalomu. Tam ste odličen tretji v skupnem seštevku, se pravi, tudi tam ste lahko na stopničkah in zagotovo boste naredili vse, ne, da tudi tam ostanete. Ja, v bistvu sem v skupnem seštevku in slalom in veleslalom. V slalomski razvrstitvi nažalost nisem tako visok, sem na 25. mestu, ker se mi slalomi v bistvu letos niso tako posrečili. Imeli smo tudi samo 3 tekme, ampak nikaj, jaz vem, zdaj na treningih vozim dober in v skupnem seštevku sem tretji in imam realne možnosti, da tudi tam osvojim podobno medaljo, kot je ta. Se pravi, želja za prihodnost verjetno nadgraditi še predstave v slalomu, ne? Ja, zdaj že delam, v bistvu tudi po tej osvojitvi malega kristalnega globusa je bil fokus takoj usmerjen v slalom. Zelo veliko časa posvečam slalomu in tudi v prihodnje je cilj tudi za prihajajočo sezono. Je cilj slalom priključiti veleslalomu in da tudi v bistvu sem v igri tudi za veliki kristalni globus. Danes še v našem studiu, tale vikend, ki je pred nami, pa na Rogli, kaj vas še čaka? Ja, jutri nas čaka tekma Evropskega pokala, obenem bo to štelo tudi za državno prvenstvo, tako da je urnik je kar natrpan, potem že v sredo potujemo v Nemčijo in zdaj je še treba stisniti, kot radi rečemo, do konca marca je še nekaj obveznosti in pa kar nekaj snežnih dni, ampak na koncu to rad delam in je veliko veselje. Kdo je lahko največji nasprotnik v državnem prvenstvu? Sigurno Žan Košir, Roka Marguča nažalost ne bo, ker je poškodoval si roko na svetovnem prvenstvu in je sezona zanj že končana, tako da smo v bistvu v igri bolj kot ne 2. Sigurno bojo pa tudi mladinci se ne bojo kar tak dali in bo zanimiv dvoboj. Torej, z Žanom zagotovo za tisto prvo mesto, to bo nekako verjetno prava poslastica, ne? Tudi Žan dobro vozi. Ja, tudi Žan je v bistvu zmagal tekmo v Koreji in ne bo lahko. Tudi Evropski pokal je zelo močna tekma, tudi pridejo Italijani, Roland Fischnader, ko vemo, da je bil do zadnje tekme velik tekmec tudi za ta globus. Potem pride tudi Edvin Korati, ki je zmagal tekmo svetovnega pokala na Rogli januarja, tako da bo konkurenca res zelo močna in se že veselim sobotne tekme. In vi verjetno še naprej maksimalno motivirani? Ja, sigurno. Vsako tekmo si želiš zmagati, ne želiš prepuščati tekmecem, da bi te premagovali in si s tem okrepili svojo samozavest, tebi pa skrhali in grem na polno tudi v te 2 tekme. Za vami sicer zdaj v zadnjem obdobju kar pestra dolga potovanja, je že kaj utrujenosti? Ja, sigurno se pozna, ampak vemo, da je za vse enak in
Jaz sem dobro pripravljen, celo poletje zato treniram, da mi ne pobere moči čez zimo in bi se ob tej priložnosti tudi zahvalil Gregorju Marguču, ki je moj kondicijski trener in res dobro delamo že več let in mislim, da sem med boljše fizično pripravljenimi tekmovalci. Kako je bilo na vzhodu? Ste kaj skušali? Ja, v bistvu sem mal, ampak mislim, da ne samo zaradi same hrane, ampak zaradi tega urnika, ki je bil zelo natrpan. Drugače pa je bilo v redu. Ko zmagaš tekmo svetovnega pokala, je še toliko lepše. Kaj ste jedli poleg riža? Riž je bil, ker nam menijo in za zajtrk in kosilo ter večerjo. Drugače so se pa v bistvu organizatorji zelo trudili, da so nam tudi evropskim tekmovalcem približali, poskušali narediti hrano, ki bi bila vsaj podobna naši evropski. Se pravi, pred vami še potem zadnja tekma v Nemčiji, sezona bo potem zaključena, koliko bo sploh počitka? Ja, v bistvu pravega počitka mislim, da sredine julija ne bo. Do junija ohranjam stik s snegom, ker so razmere na ledenikih avstrijskih in pa italijanskih zelo dobre. Mi ne odpotujemo v Čile ali pa Novo Zelandijo, zato zdaj izkoristimo in treniramo čim dlje, da ohranjaš ta stik. Potem pa sredina julija pa v bistvu rahu, mislim, da 3 tedni odmora in malo na morje, da odpočijemo glavo in pa tudi noge na koncu. In verjetno boste šele takrat dobro razmišljali o vseh teh medaljah in pokalih. Ja, sigurno je takrat malo več časa, pa mislim, da bom tudi takrat dojel, kaj sem v bistvu osvojil v prejšnji sezoni. Točno tako, izjemna sezona je, kot že rečeno, za vami. Kakšne cilje si boste postavljali v prihodnje? Seveda vse je verjetno podrejeno olimpijskim igram, tja strmite, ampak počasi tekmo za tekmo. Ja, v bistvu grem iz sezone v sezono. Normalno po taki sezoni, da tudi v prihodnji bojo cilji še višji. Motivacija bo sigurno spet visoka. Želim nadgraditi to sezono, to je dejstvo. Vem, da sem tega sposoben. Bo pa eden glavnih ciljev tudi, kot sem rekel že prej, priključiti slalom, da bom v igri za v bistvu veliki kristalni globus. Obenem pa tudi ne smem zanemarjati veleslaloma, ki mi pravimo, da je težja disciplina in v bistvu bo zelo naporno še. Prej sva govorila že o snegu, morda za konec še, kako je na Rogli, verjetno ga pobira iz dneva v dan, ne? Ja, temperature so zelo pomladne in v bistvu letošnja zima ni za nas zimske športnike najbolj radodarna, ampak proge so izjemno pripravljene in je še zadostna količina snega za res dobro smuko spomladansko. Nazadnje sva govorila po svetovnem prvenstvu, ko ste slavili drugo mesto. Koliko čestitk je bilo zdaj, ko ste prejeli tale globus? Ja, v bistvu je to kar na primerljivi ravni. Zelo težko je vsem odpisati, ampak ogromno je teh čestitk. Še zdaj prihajajo. V bistvu, ko je že en teden po tem uspehu, pa še vedno prejemaš čestitke, ampak je lepo. Naj jih bo tudi v novi sezoni veliko potem za nove zmage. Tim Masnak, hvala za obisk še enkrat. Tole lepo čuvajte in pa se vidimo. Hvala in pa lep pozdrav. Tako, po oglasih pa nadaljujemo s Središčem. Svet gre naprej. In kakšna bo tvoja izbira? Nova Corolla. Zapelji v novo dobo. Izberi hibrid. Toyota. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje.
Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Ekskluzivno na celjskem sejmišču sejmi Altermet Flora Festival kave Slovenija Kulinart od petka 15. do nedelje 17. marca. Čez vikend še sejma Poroka in API Slovenija. 6 sejmov, 1 vstopnica. Takole pozdravljeni še v enem središču. Zdaj bomo govorili o celjskih košarkaricah, ki so se razveselile 13. pokalnega naslova. Najuspešnejše so bile v Mariboru, kjer so v finalu premagali Akson Ilirijo, v polfinalu pa Kranjski Triglav. No in kapetanka Larisa Ocvirk, kako je nekaj dni po osvojitvi naslova, ste že vse skupaj prespale, verjetno maksimalno zadovoljne? Ja, vsekakor smo že vse prespali, tekme so že v bistvu pozabljene, osredotočamo se že na VABA Final Four in s puncami smo presrečni, da smo pripeljali naslov nazaj v Celje. Hvala, Larisa. Zala, steklo je po vaših željah v Mariboru, je bilo kaj strahu pred pokalom, glede na to, da je specifično tekmovanje? V bistvu niti ne, zavedali smo se svojih kvalitet, hoteli smo v bistvu samo pokazati, da smo boljša ekipa, mislim, da nam je ta cilj uspel in tako, kot je že povedala, ja, zelo smo vesele, da smo pokal prenesli nazaj v Celje in ja, zasluženo smo zmagale in smo zelo vesele. Ste dobro proslavile? Smo, ampak ja, naše glave so že na mestu, že za nadaljne tekme, tako da se fokusiramo že za naslednje tekme. Larisa, v Mariboru je bila ključna verjetno tista prva tekma proti Triglavu, ki je lani dobil pokal, letos ste dobro odigrali. Ja, vsekakor. Dobili smo najtežjega nasprotnika že v polfinalu. S puncami smo bile 100% pripravljene na nasprotnika in zasluženo zmagali. Zdaj misli torej naprej proti Jadranski ligi, tja je vse osredotočeno, ne? Ja, vsekakor. Imamo dober teden, da se pripravimo na Jadranski Final Four. V polfinalu nas čaka Beroje, zavedamo se njihove kvalitete, ne glede na to, da smo jih nazadnje z veliko razliko premagali, tekma definitivno ne bo ista in upam, da smo s puncami dobro pripravili. Zala, naporna je bila ta sezona Jadranske lige, izenačena nekako vse do konca, ko ste se borili za uvrstitev na zaključni turnir, kar je nenazadnje dobro za samo ligo. Ja, v bistvu na začetku lige nam ni šlo najbolj, izgubili smo neke pomembne tekme, ki so v bistvu zelo na koncu odločale o tem, ali bomo prišli na zaključni turnir ali ne, ampak ja, na koncu nam je to uspelo, zmagali smo tiste 2 pomembne tekme in ja, se veselimo, da smo se uvrstile, obenem pa tudi, ko mi čakamo, da se bojo tekme odvijale doma, še nekako dodatna motivacija, da pokažemo, kako lahko dobro igramo.
Beroje, Crvena zvezda, Budućnost in vi, če bi lahko izbirali, bi si izbrali koga drugega za nasprotnika? Niti ne, mislim, dobili smo nasprotnika, ki smo ga že zmagali, tako kot je že povedala, ampak ja, ne bo tekma ista, vsekakor bomo mogli dati vse od sebe, če hočeš biti prvi, moraš itak vse zmagati, ne, tako da bomo šli na glavo na 100%, pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. In Larisa, zdaj je na vas, da torej dvigujete pospešeno formo, se pripravljate. Se da še dvigniti za kakšen nivo, da boste res tiste prave? Ja, vsekakor. V bistvu, kakor smo pripravljeni, smo, zdaj se v bistvu samo osredotočamo na nasprotnika. Popravljamo še naše malenkosti, ki nam do zdaj niso šle, iščemo naše boljše točke v igri. In to je to, po Final Fouru nas še čaka zaključek državnega prvenstva in mislim, da smo v top formi. Z Berojem enkrat zmagale, izgubile v letošnji sezoni, se pravi neznank ni več, ne? Ja, vsekakor, tako kot sem že rekla, zadnjo tekmo smo iz veliko razliko dobile. Res je, da smo igrale v celotni postavi, pač s puncami smo res odigrali dobro tekmo, jih premagale in to nam je še dodatna motivacija zdaj za polfinale. Zala s kakšno igro proti Beroju, verjetno tako kot na zadnje, s presingom, hitro igro, razigranostjo, potem nasprotnik zagotovo nima možnosti. Ja, v bistvu mislim, da samo v bistvu kolektivno v napadu, to največ pomeni pa z velike energije, želja verjetno bo prisotna. In ja, mislim, da bi bilo lepo pokazati pred domačimi navijači, česa smo sposobne, pa tekmo zmagati. Larisa, verjetno povabilo vsem, da pridejo, vas podprejo, tudi v Mariboru so vas bučno podprli vaši najbližji, pa tudi ostali privrženci celjskega kluba. Ja, vsekakor, v Mariboru smo imeli veliko podporo s tribun, bili so naš 6. igralec, nam pripomogli do zmage in tako tudi vabim v soboto, da nas pridejo podpreti v gimnazijo Celje Center. Šteje vsak glas, vsaka dlan in podpora je verjetno še kako dobrodošla, predvsem na zaključnih turnirjih. Ja, vsekakor, to so specifične tekme, na teh zaključnih turnirjih je vse mogoče, vsak lahko vsakega premaga, tako da imamo veliko prednost domačega igrišča, ker je Final Four doma in ta podpora iz tribun bo zagotovo prišla prav. Košarkarji Rogaške imajo tekmo na soboto, se pravi na finalu vas bodo lahko podprli. Upam. Dobrodošel bo vsak dodaten glas, Zala, se pravi domače igrišče, to je lahko dodaten plus na poti do sjajnega rezultata, če lahko tako rečem. Ja, v bistvu smo s puncami zelo vesele, da nam je klub v bistvu omogočil to, da se te tekme odvijajo doma. Veliko nam pomeni to, kar je že povedala, da je velika prednost igrišča, ampak ja, vseeno bomo mogli pokazati tisto, kar znamo. Nič ni samoumevno, tudi če smo doma, ampak ja, mislim, da nam bo pa definitivno lažje. Larisa, gledate tekmo po tekmo, pa vendarle, kakšen cilj ste si zadali za zaključni turnir? Ja, mi smo naš cilj že v bistvu dosegli, da smo se uvrstili na Final Four. Saj pravim, pač na Final Fourih je vse mogoče, vsekakor ciljamo na finale, tako da upam, da bomo s puncami dali v soboto vse od sebe, kar bo, če izgubimo ni nič narobe, če zmagamo toliko bolj za naš in ja. In vsako mesto od 1 do 3 bo super, ne? Ja, najbolj bi bila zlata, ampak ja, definitivno, kar bo. Hvala obema za pogovor in pa vse dobro, ja, naslednji vikend. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami, vse dobro in lep pozdrav.